Gledate Gorenjska poročila na GID TV. 27. junij, dan slovenske policije, je povezan z najusodnejšimi dnevi nastajanja slovenske države. Vsakoletna akademija je priložnost za iskreno zahvalo vsem, ki so leta 1991 in pozneje pomembno prispevali k ohranitvi suverenosti Slovenije in varnosti njenih prebivalcev. Naša dolžnost je tudi, ko naše generacije, ki smo to doživljali, odidejo iz aktivnih pozicij, da ohranimo spoštljiv, časten spomin na vse tiste, ki so tvegali svoje življenje in nažalost nekateri tudi svoje življenja darovali za to državo, in pa seveda iskren izraz hvaležnosti za vse to, kar je bilo storjeno za Republiko Slovenijo. Izbira Tržiča kot prizorišča letošnje gorenjske slovesnosti ob dnevu slovenske policije ni bila naključna. Občina Tržič ravno v tem času vodi projekt, katerega bistvo je složnost in pa sodelovanje med ljudmi, spoštovanje in pa seveda tudi spoštovanje drugačnosti. No, vse te vrednote pa je bila policija deležna leta 1991, ko smo složno, enotno, z spoštovanjem drug do drugega obvarovali našo državo in pa seveda tudi državljane. Poslabšane varnostne razmere v naši bližnji in daljni soseščini usmerjajo slovenske policiste k še večji skrbi za varnost državljanov. Dnevno lahko beremo in vidimo, kaj vse se dogaja. Jaz samo upam, da bo stanje v naši državi še naprej tako ugodno. Trenutno stanje na Gorenskem pa je ugodno, varnostna situacija je dobra, imamo zaupanje ljudi in to je dobro. Posebno priznanje za dolgoletno delo v posebni policijski enoti Policijske uprave Kranj je prejel poveljnik Boštjan Repinc. To priznanje se podeljuje dolgoletnim policistom, ki aktivno sodelujejo v tej enoti. Kot človeku pa ta priznanje pomeni tudi veliko, saj smo s svojimi aktivnostmi in pa delom pripomogli pri ohranjanju in pa varovanju ali pa prispevali pri varnosti v državi. Med prejemniki srebrnega ščita policije je bil tudi Damjan Lepovša, komandir policijske postaje Kranjska Gora. Za mene to priznanje pomeni potrditev dolgoletnega dela, se pravi prava usmerjenost ne mene kot posameznika, temveč celotne policijske postaje Kranjska Gora, in mislim, da je to tista pot, ki nam kaže, da se naši cilji, ki si jih vsako leto zadajamo z letnim delovnim načrtom, uresničujejo in da smo na pravi poti, tako k zagotavljanju varnosti občanov, kot s utrjevanjem dela policije v lokalnem okolju. Priznanje za dobro opravljeno delo je letos prejela tudi policijska postaja Tržič. To pomeni predvsem priznanje policistom in policistkam policijske postaje Tržič za sodelovanje z stanovskimi organizacijami oziroma društvi za gojenje medosebnih odnosov med veterani vojne za Slovenijo in pa aktivnimi policisti. Z včerajšnjo slovesnostjo so v Tržiču počastili tudi 45-letnico območnega kluba upokojenih delavcev ministra za notranje zadeve Max Perc Kranj, 25-letnico regionalnega kluba IPA Gorenjska in 20-letnico policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska. Lepa akademija, podelitev priznanj zaslužnim in pa seveda ugotovitev, da dobra in pa resna država rabi tudi dobro organizirano vojsko, policijo, ki morata biti seveda tudi ustrezno nagrajeni. Slovenija, Gorenjska in Tržič je varna regija, želimo si pa, da na tem področju tudi z več sredstev, s kadrovskimi ukrepitvami za varnost naših občank in občanov postorimo še več.